Osrednji gost današnjega magazina pa je predsednik Kajakaške zveze Slovenije, gospod Bojan Žmavc. Lepo pozdravljeni, povejte, s kakšnimi ambicijami pa je naša organizacija stopila v novo sezono? Ja, pozdravljeni vsi skupaj, ljubitelji kajakaškega športa. Ja, mi, se pravi slovenski kajakaši, ta tekmovalni del v bistvu v vseh kategorijah oziroma v vseh disciplinah, ki jih pač vzdržujemo, vedno stopamo z visokimi cilji in visokimi ambicijami. Kaj pa sami tekmovalci pri nekaterih drugih panožnih zvezah? Imamo večkrat priložnost slišati, da si glavni vodstveni kadri pogovarjajo s tekmovalci, poskušajo usklajevati njihove zahteve. Kako je to pri vas? Nimate takih težav? Poskušamo zagotavljati tiste osnovne, osnovne najboljše pogoje za trening in kritje čim več stroškov. Tudi kar se tiče osebnih pokroviteljev, imamo zelo, lahko rečemo, liberalen pristop in mislim, da upam, da bomo tako naprej še lahko zagotavljali te, v tem trenutku relativno dobre pogoje. Tacen je lani uspešno organiziral svetovno prvenstvo v slalomu. Lahko vsako leto pričakujemo eno veliko tekmo, tako kot naprimer v tej sezoni tekmo svetovnega pokala na naših tleh, na naših vodah. Če se ne bo nekaj drastično spremenilo, da bo to čedalje težje. Zakaj? Ker nekaj so sredstva za delovanje, se pravi reprezentančnega pogoja, drugo pa še dodatna sredstva sponzorska za tako veliko prireditev. Mi smo lansko leto dobili minimalna sredstva napram, kar je v projektih košarke in ostalih univerzijade, naprimer. Mi tudi vemo, da mi se ne moramo primerjati s temi, ampak mora pa država biti tista, da pač nek racionalen oziroma normalno razmerje med tako in tako prireditev. Kajti kajak na divjih vodah, pa zdaj tudi na mirnih vodah, moram reči, da je eden med tistih športov, ki imajo že, pa če vzamemo osamosvojitev, pač ima tradicijo oziroma kvaliteto slovenskega, top 10 športa, če da ne rečem še kaj več. Kakšen bi Tacen sploh po vaši viziji moral biti, da bi bil to res pravi center? No, glejte, to sem že večkrat omenil. Tacen ima definitivno najbolj atraktivno progo. Tacenska zapornica je definitivno tudi v krogu, v tem svetovnem krogu velja za najbolj atraktivno, pa tudi, strah spuščujočo progo. To je vedno posebej za tiste, ki prvič pridejo, je ta zapornica bav. Tu bi mogel biti osrednji kajakaški center, primerljivo Slovaško, ki imajo na Donavi, na Čunovu. Naša tudi vizija je bila in to je že dolgoletna želja, da bi se tu zgradil res kajakaški center, se pravi tisti nacionalni in bi pač mogel delovati tako, kot vsi te športni centri delujejo. Konec koncev bi tudi od tega bil kakšen prihodek in kam. Voda daje pogoje za ukvarjanje s kajakom in kanujem. Kako močno ste povezani z ekologijo? Ja, mi smo kar ena prvih zvez, ki smo se zavedali pomena tega. Jaz bom rekel, da mi zelo skrbimo oziroma smo zelo osveščeni, kar se tiče predvsem čistoti voda, seveda celotnega okolja, ampak še posebej voda, zato ker je to, naša, delovna površina. In moram reči, da smo se posebej začeli zavedati, ko je pred leti, 10 let in več, nazaj v Nottinghamu, kjer so bile konstantno mednarodne tekmovanja, je prišlo prav za onesnaženje vode prepoved. In od takrat naprej se pač tudi kajakaši zavedamo in kaj to pomeni, kajti ni ga lepšega kot veslati po čisti vodi, to je res pravi užitek. Imamo tudi eno najlepših rek na svetu, to je Soča, kjer mi tudi seveda naše aktivnosti, letos bo čez dobre 2 tedna bo svetovni pokal v spust šprintu, je še edina reka, mislim, na svetu, kjer se izvajajo največja tekmovanja, pa lahko tudi piješ na štartu. Tako da smo zelo zavedani in zato imamo tudi dolgo leta to osrednjo našo rekreativno, akcijo ali pa prireditev
voda zavedno. Prav zdaj smo smo se dogovorili z našim največjim proizvajalcem pijač, da bodo tudi oni stopili in to, da bomo skupaj pač poskušali prepričevati ljudi oziroma predvsem tudi mladino, kako pomembno je, da ohranjamo naše okolje čisto. Za nas je še posebej potencirana voda, a ne? In v ta namen tudi imamo ekološke tabore in različne, bom rekel, akcije, ki pomagajo zaveščati v tej smeri. Hvala lepa za pogovor in pa veliko sreče pri krmarjenju preko vseh širij in brzic, s katerimi se srečujete pri svojem delu. Hvala tudi vam.